Prejšnji konec tedna, ko je bil športni vikend, se je začela kopalna sezona na kopališču Mariborski otok. Kako ste se pripravili? Res je, prejšnji teden se je začela sezona. Mi smo v tej času pred otvoritvijo nekako poskušali obnoviti vsaj vizualno podobo Mariborskega otoka, nekako okrog bazenske tehnike smo naredili to, kar smo lahko v tem trenutku. Prebarvali smo bazene, uredili smo stavbo sanitarije, s tem, da glavni poudarek smo dali predvsem animacijskim programom, za katerim bomo poskušali privabiti obiskovalce. Nekako 2 uri na dan dopoldne in 2 uri popoldne bodo vodeni programi tako za starejše kot za najmlajše, tako vodne aktivnosti kot tudi aktivnosti na suhem. Tudi plavalni klub Branik, glede na to, da te stvari obvlada, da že z njimi delujemo in sodelujemo v Pristanu, je prav, da so oni tisti, ki bodo vodne aktivnosti vodili, glede na to aktivnosti na suhem agencija MOPA in pa seveda za najmlajše otroške delavnice gospa Jolanda Bauer. Kakšna je vrednost investicije za te kozmetične popravke kopališča? Za te kozmetične približno, zdaj glede na to, da še nismo vse končali, ampak nekje 40 000 evrov. Kakšen obisk pričakujete? Mi seveda si želimo, da bi obisk bil neprimerno boljši, kot je bil. To upamo z temi animacijskimi programi. Tudi ceno vstopnic smo znižali nekje približno 15 do 25%, odvisno od vsebine vstopnice. Mi upamo, da bomo lahko poprečno dosegli vsaj nekje 300 do 500 kopalcev med tednom in pa okrog 1000 med vikendom. To je seveda naša želja, kakšna bo realnost, pa bomo videli. Kot vemo, bo obnova kopališča še počakala za kakšni 2 leti. So že kakšne nadaljne obljube? Ja, pravilno ste ugotovili. Glede na to, da je bil arhitekturno-krajinski natečaj zaključen, je dejansko projekt izbran. Treba je zdaj pristopiti k projektni dokumentaciji in seveda potem gradbenem dovoljenju. Ampak to so stvari, ki lahko grejo relativno hitro. Problem je seveda strateški partner in pa denar, ki ga bo potrebno zagotoviti. Tako da realno po dogovori z odgovorni na mestni občini razmišljamo, da bi bilo to lahko nekje leto 2011, ko bi pričeli z obnovo Mariborskega otoka. Kako je s kopališčem tam? Kopališče tam je pa seveda takšno, kot je, drugo leto je že zaprto, glede na to, da je bazenska in strojna oprema v katastrofalnem stanju in niti ni varno, da bi ga odprli. Seveda mi edino, kar lahko naredimo v tem trenutku, pač doli kosimo in vzdržujemo, recimo vsaj izgled takšen, da preveč ne kvari okolice. Drugače pa mestna občina razmišlja o odprodaji tega, to je že bilo tudi pred leti, ko je bilo ponujeno ministrstvo za šolstvo in šport, tako da zdaj te aktivnosti dalje tečejo, išče se partner, ki bi to odkupil, ampak v teh časih verjetno ne bo tako lahko to odprodati. Kako se bo plavalni klub Branik vključil v aktivnosti letošnje kopalne sezone na kopališču Mariborski otok? Ja, v bistvu z odprtjem Mariborskega otoka se bo tudi plavalni klub Branik za svojimi dejavnosti vključil delovanje Mariborskega otoka. Vzeli bomo na Mariborskem otoku v bistvu animacijski del v vodi. To pomeni, da bomo probali starše, ki bodo prišli z svojimi otroci se kopati na bazen, usmerjati, kako dalje delati v vodi z svojimi otroci. Vršili bomo tudi drugi del animacije, bomo rekel razni spusti po toboganu, kjer se bo meril čas in bomo rekel aktivnosti, ki bojo bolj aktivnosti igre brez meja, ki se bo vršile v velikem bazenu.